ki ga je oblikovala civilizacija, ker je pač ugotovila, da z vsemi tistimi moralnimi instinkti, ki so koristni v kameni dobi, v dobi parnega stroja ali pa interneta, ne moreš natanko isto funkcionirati. Ne? In trik, ki ga pa ta, na nek način, ki ga nova levica uporabi, ne, je pa, da svoje nagovarjanje ljudi, ne, pa opre na tiste naravne instinkte, recimo po enakosti, če gre za socializem, ali pa po neki pretirani nacionalni pripadnosti, če gre na nacionalizem, ne, in poskuša radirati ves ta civilizacijski red, razširjeni red, ki se je mukoma vzpostavljal skozi stoletja, ki je ljudi iz divjakov civiliziral v nekaj boljšega. Ne. In se mi zdi, da seveda Scruton je tukaj povsem v tej tradiciji, se pravi na strani tega razširjenega spontanega reda. In tisto, kar potem ta knjiga daje kot in tudi večino kritike je v to uperjeno, ne, je kritika jezika, ki si ga je levica vzela in je do tega izjemno kritičen. Zato, kako bi rekel, tiste levičarje, ki jih razume, vsaj ceni. Ne? Ampak tisti, ki so pa, kaj vam pravi, windbaggeri, ne? Se pravi, ki so pa nakladači, ne? Tisto pa pravi, da je pa proticivilizacijsko, ne? Da je pa naša civilizacija pravzaprav narejena na tem, da od Adama in Eve naprej, kaj je prav in kaj je narobe, kaj je res in kaj ni res. In pravi, da če pa jezik ugrabiš, ne, potem ostanemo pa brez nekega osnovnega orodja za to, da se sploh lahko sporazumemo. In to se mi zdi njegov glavni očitek tem mislecem nove levice. Ne? Skratka, nakladanje. Ne? Ja, zanimivo, ja. Zato, ker po eni strani imamo to tendenco točno rekonstrukcije jezika, ne? Ko je prisotna pač na novi levici, pa ne samo na novi levici, ampak mogoče tudi na življenju v ameriških kampusih, s temi poskusi, da bi naredili človeško govorico za bolj senzitivno do takšnih pa drugačnih pač manjšina. Ne? Na drugi strani imamo pa potem to totalno produkcijo nesmisla, ne? To čisto dekonstrukcijo govora, ko se posebej pokaže pri Lacanu. Ne? Torej na eni strani imamo ta poskus, kako napraviti govorico čim bolj racionalno, pa čim bolj senzitivno, na drugi strani imamo pa to nenehno pač produkcijo nesmisla. Ne? In to je mogoče tako ena od teh zanimivih dvojnosti pač nove levice. Ne? Zdaj, imam eno vprašanje, in sicer v korespondenci ste pogosto uporabljali izraz neomarksizem kot nekaj razločenega od marksizma. Mislite, da obstaja neka pomembna ločnica med tem, kar je govoril Marx, pa med tem, kar po drugi strani govorijo pač misleci nove levice. Ne? Zato, ker predskratno je tudi zanimiv, skoraj na vsaki strani pač te knjige se kaže ta Marksova dolga senca. Ne? Po drugi strani pa skoraj ničesar ne reče o Marksu samo, ne? Ga ne bere izrecno. Ne? Dobro, to vse ga je. Ne? Zdaj gre za to, ne, da glede tega je takole po mojem. Ne? Že samo odkritje rokopisov iz leta 1844 in to preveličevanje teh rokopisov pomeni revizijo Marksa. Ne? Zato, ker vprašanje, če bi Marks nikoli ne objavil, če bi sploh glede po kapitalu objavil tisto, kar je napisano tam noter. In v glavnem nova levica se veliko bolj nanaša na tiste tekste kot na sam kapital, na komunistični manifest. Zdaj, v tem pogledu, ne vem, kaj ne rečem, pravzaprav, seveda je po moja razlika velikanska. Konec koncev, v tem, ne vem, pred kratkim sem to bral, ne vem, kdo je to napisal, ampak v glavnem gre za to, da neomarksizem, nova levica se je po mojem odpovedala temu, da je svet mogoče spremeniti z sredstvi, ki jih je marksizem pač za to namenil in je trdil, da so prisotni v samem redu stvari, da je treba samo to spoznati. Marksizem je izrazito nominalna filozofija. Pred dnevi smo imeli večerjo za Andreja Capudra, ne, on je primerjal recimo v svojih tekstih z gnozom. Gnoza sicer ni hotela spremeniti svet, ne, ampak je predpostavljala, da obstaja eno noetično spoznanje, ki ti omogoča obvladovanje sveta in to je bistveno glede. In glede tega vprašanja, na katerega je odgovoril prej gospod Turk, zdaj pa smo zašli v Hayeka, ki je pač drugo vprašanje, jaz ne bi toliko zdaj v Hayeku, tukaj, ampak gre za nekaj drugega. Namreč zato, da pač poskušam odgovoriti na vaše vprašanje glede načrtovanja, racionalnega načrtovanja družbe. Ne. Zdaj, ni
nič ni narobe v tem, da se nekateri segmenti družbe načrtujejo racionalno. Seveda, če hočem zgraditi, kaj se mrežo tramvajev ali pa avtoceste, treba to racionalno planirati, ne, se ni mogoče drugače to narediti. Ne. Osnovni problem je ta antropocentrična redukcija, do katere je prišlo, pač težko določiti, mislim, datuma, ampak recimo lahko določimo odkritje Amerike, ne, ampak na koncu srednjega veka, v katerem je bila predvsem z iznajdbo kartezijanskega subjekta, je bila celotna domet človekovega delovanja zreduciran na tisto, kar zmore doseči razum. In to je potekalo na dveh nivojih. Najprej se je določilo natanko, kaj sodi v razum, in tle, kaj so egzaktne znanosti in tako naprej. Tam enega prijatelja, ki je fizik, ne, sama fizika ne sodi vanjo v ta kontekst, zaradi tega, ker pač intuicija je zelo pomembna, pa kaj se recimo v medicini je pa seveda razum, mislim, racionalno sklepanje neobhodno potrebno. Naslednji korak je bil pa tale, da se je ali izključilo vse tisto, kar razum ni spadalo, ali pa se je poskušalo vse tisto, kar razumni obvladovalec je poskušal nekako nasilno spremeniti. Ponavljam, marksizem je filozofija, ki te bom navajal Milana Komarja, ki hoče spremeniti svet, ne, ki hoče postati svet in ga spremeniti tako, da ustvari svet, v katerem ni zla. In v tem je protičloveški, je nečloveška filozofija. Že v osnovi, omejili so se pogovarjali o antropologiji. Že sama antropologija, smo rekli, da danes ne bomo obravnavali tega vprašanja, ne, Marxova definicija človeka, da je človek skupek pač družbenih razmerij, ki ustvarjajo človeka. To je seveda nekaj, kar seveda je lahko tudi res, ne. Samo o substanci človeka ne pove nič. Ne. Glede, tako da jaz mislim, ne, kaj je začeti moramo tako, da se zastavimo vprašanje, kaj družba sploh je. Družba v sebi ne vsebuje nič več od tega, kar vsebuje človek. Vsebuje samo tisto, kar vsebuje človek, in seveda, če zreduciramo družbo samo na razumsko načrtovanje, delamo nasilje nad vsemi elementi, ki jo sestavljajo in ki pač jih ne mogoče načrtovati. Tako da jaz absolutno nisem proti planiranju. Če pa seveda se zastavimo kot cilj, da je mogoče planirati vse, karkoli, ne, potem seveda se to izjalovi. Ne. Marksizem vedno pade na praksi. Mora to izvajati. Če ni prakse, ni več marksizem. To je kot krščanstvo brez ustajenja. To je pripisal Sveti Pavel. Krščanstvo brez ustajenja je pač ena taka socialna teorija. Ne. Mislim, da se treba imeti radi, pa se obnašati lepo in tako naprej. Marksizem brez revolucije je nesmiseln. In zaradi tega je ta sofizem, ki ga Scruton očita, mislece v nove levice, da zapadajo v ene, ne vem, Badiou je tipičen za tole, ne, pa tudi njegova teorija dogodka, je tipičen poraz spričo tega, kar on pravi tako, da pravzaprav revolucija, ker osnovni problem, na katerem vsak marksist pade, kadar mu zastaviš vprašanje, v redu, hočete ustvariti novi svet. In potem ga vprašaš, kakšen naj bi svet tisti svet bil. Nekateri marksisti imajo na to odgovor. In potem naslednje vprašanje, ki mu ga moraš zastaviti, je, zakaj naj bi bil ta svet boljši od drugih. In kaj ne zna odgovoriti nihče, ker je nemogoče na to odgovoriti. In zaradi tega je Badiou zasnoval to fantazmatiko dogodka, ki ga lahko napoveduje oziroma o katerem lahko spregovori samo tista govorica, ki nastopi proti njemu, ki ga ustvari sam dogodek. Sam pa se zastavlja vprašanje, kako lahko te govori on. Saj on tega dogodka ni doživel niti sprožil. In zato ga tudi Scruton povsem upravičeno opredeljuje kot klebetača. To je moje mnenje o tem. Mislim, da je pa v Badiouju tako, da lahko o dogodku govorimo sam post factum. Sam potem, ko se že enkrat zgodi. Samo govori prej. To je tisto. Na podlagi pretekle izkustva. Ne, ko je izkustvo, to je proti njegovi filozofiji, je totalna porija njegove filozofije. Ja. Sam po mojem mnenju je tukaj dejansko bliže Marksu, zato ker sam Marks ni verjel v načrtovanje revolucije. Ne. Vedno je imel ta minimum vere v zgodovino kot neko silo, ko ima svojo lastno racionalnost, neodvisno od racionalnosti ljudi načrtovalcev. Ne. In to je po mojem tudi ena od ločnic med samim Marksom pa med kasnejšim marksisti. Ne. Marks ni verjel v planiranje, ampak v to skrivno moč, neko zalogo. Ja, sam Lenin je že verjel v planiranje. Lenin pa je, absolutno. Ne. Že Lenin je mogoče boš reči, da so te avtori, ko jih analizira Scruton, da so bolj leninisti kot marksisti v tem pogledu. Ne. Zato, ker verjamejo... Proglašajo se za malo iste, kot je zdaj celo. Mislim, da je malce tu veliko bližji njegov tle. Tisto, kar Scruton nekje pravi, oziroma svari pred tem, ne, je... Stvari pred tem te avtorje sploh resno jemati. On nekje napiše, da resnica njih sploh ne zanima, dejstva njih ne zanimajo, argumenti njih ne zanimajo. Njih zanima povedati nekaj, kar bi dalo, kar bi podprlo
pravzaprav idejo njihove družbene revolucije oziroma družbene preobrazbe, kjer bi nastal nek sistem, za katerega so pa oni najbolj usposobljeni, da povejo, kakšen naj bi bil. Ne. In To je zvezi, to gnostično bistvo. in s tem v zvezi, ne, mogoče smo preveč se omejili na to planiranje. Ne. Morda je bolj nevarno kot planiranje neke prihodnosti, ki je, kot je kolega povedal, v mnogih potezah popolnoma potrebno, ne. Ampak še bolj nevarno je pa brisati, radirati, rušiti tisto, kar je bilo v preteklosti ustvarjeno. Ne. In zato so pod napadom inštitucije, torej oblike sodelovanja v družbi, ne, kot je družina, ne, kot je, ne vem, recimo zasebna lastnina, kot je podjetje, kot je moški in ženska, kot je svetost življenja in tako naprej. To so vse neki memi, to so vse neke, bom rekel, civilizacijske pridobitve, kulturne pridobitve, ki jih ni nihče načrtal, nihče ni rekel, zdaj se bomo pa mi spomnili, kako bomo čim bolj enostavno trgovali, pa bi si zamislil denar. Ne, denar je nastal, se je pojavil. Ne. In se je izkazal za koristnega in najprej je bil zlat in potem je bil srebrn in potem je bil papirnat in ne, to naprej gredo stvari lahko. Ne. In spet ne, eno sporočilo te knjige je, ne, dajmo biti zelo pazljivi, ok, če imamo neke ideje, kako bi bilo fajn v prihodnje, super. Ne. Ampak dajmo biti zelo pazljivi, kaj od tega, kar je v preteklosti funkcioniralo. Definitivno je funkcioniralo, če smo dotle prišli, če smo prišli na Luno, tudi s tistim. Ne. Kaj od tega, kar je v preteklosti funkcioniralo, bomo podrli, zato da bomo nekaj novega, nepreizkušenega postavili v svet. Ne. Tukaj je cela ta zabloda, ki jo ima levica v zvezi s tem, da je nekaj napredno. Ne. In če rečeš nekaj napredno, se mi zdi tudi 2/3 te sobe bo rekel, napredno, to je v redu. Ne. Napredno pomeni, da je neka novotarija. Ne. To vemo, da je novo. Ne. Nič pa ne vemo, če je dobro, še ni preizkušen. Ne. Družina je pa preizkušena zadeva, funkcionira. Skupnosti neke narodne ali pa ožje ali pa širše so preizkušena zadeva, funkcionirajo, ustvarjajo neko solidarnost v neki skupnosti. Ne. In pa po drugi strani, če pogledamo na sfero, kot je pač ekonomska sfera, sfera delovnih razmerij, pa ne moramo zanikati, da velikemu številu ljudi ta sfera se kaže kot nekaj bistveno nepravičnega. Ne? In zdaj naš občutek za pravičnost je tudi nastal zgodovinsko. Ne? In zdaj imamo torej, tukaj gre za koliziji, za nasprotje, za navzkrižje med dvema zgodovinsko nastalima formacijama. Ne? Na eni strani med recimo ekonomsko, na drugi strani pa med pravičnostjo. Ne? In to ne moramo zanikati, da je neka realna kolizija. Ne? Vseeno. Ne? No. Razen če domnevamo, da je pa ta sfera pravičnosti, na katero se sklicujejo mislici nove levice, pa na katero se sklicujejo zelo uspešen, zato ker uspešno novačijo pač nove generacije še ne to, pač da je to nekaj fiktivnega. Ne? In je ta sfera, recimo pravičnosti pa moralnosti nekaj fiktivnega, nekaj, kar je tako prosto lebdečega, a pa nekaj, kar recimo sam nastane. Ne, to je največja nevarnost, se mi zdi, da bi se na referendumih ali pa politično ali pa nekako odločali o tem, kaj je pravično in kaj ni, ali pa kaj je prav in narobe, kaj je moralno in kaj ni moralno. Ne? To ne more biti, moje mnenje, to ne more biti stvar dogovora. Ne? To, kako bi rekel, lahko rečete, da nam je Bog dal, lahko rečete, da smo podedovali, ampak ne moramo se pa tega mi izmisliti. Ne? Kar se pa tiče same pravičnosti, oprostite, beseda je ena od teh besed, ki je ugrabljena, ki nima več pomena, kakršnega je imela pred 200 leti. Ne? Pri nas se pogosto postavlja enačaj med pravično pa med enako, če je enako, je pravično. Ne? To je morala, ki, seveda, zakaj je ta občutek, zakaj je ta vtis. Ne? Zato, ker smo bili majhni otroci, ne, pa če je mama dala bratom pa sestram vsem isto, se je to zdelo pravično, če pa sta oče pa mama delala razliko, pa to ni bilo v redu. Ne? In, kako bi rekel, čez te instinkte, ki so biološki pravzaprav, ne, je civilizacija naredila pa nekaj čez. Ne? In tisto, kar je naredila čez, moram uporabiti to besedo, se je pač pokazalo uspešno. Tiste družbe, ki so ta prave stvari čez to biologijo naredile, so bile uspešne, tiste, ki niso, jih pa ni več. Ne? In še to, pač pravičnost. Ne? V bistvu imamo ljudje
dva občutka za pravičnost. Ne? Imamo občutek za sočloveka in nočemo, da gre sočloveku zelo slabo. Ne? In se nam zdi nepravično, če, kako bi rekel, nekdo trpi, tudi če malo po svoji krivdi trpi. Sploh, če po krivdi drugih trpi. To je nepravično. Ampak imamo pa tudi občutek nepravičnosti v smislu zastonjkarstva. Skratka, če se pa nekdo na socialni državi in na vseh različnih beneficijah, ki smo jih vzpostavili za to, da bi bila družba v narekovaju pravična, ne? Če se nekdo šlepa, če ne vleče svojega, torej ne da svojega prispevka, tudi to se nam zdi nepravično. Ne? Ampak ta del se praviloma, vsaj v našem prostoru, pozablja. To ni, ne? Freeloading ni nepravično, zastonjkarstvo to ni nepravično. Ne? Če ni enako, to ni pravično. Ne? In to se, oprostite, se nikjer ni obneslo. Ne? Neka stopnja neenakosti pomaga tudi najslabšim, da napredujejo. To se zdaj na Kitajskem recimo kaže, so bistveno bolj neenaki, kot so bili pred 30 leti, ampak so bistveno bolj bogati, z najrevnejšimi vred. To so taki zelo liberalni pogledi, s kateri se jaz kot konservativec ne strinjam pretirano, moram povedati. Jaz bi pa vseeno nekaj povedal o tem vprašanju pravičnosti oziroma krivičnosti, tako kot jo razumemo, da se malo povrnemo tudi na temo, o kateri razpravljamo danes, kako jo razumejo neomarksisti. Jaz mislim, da tle Scruton zelo dobro opredeli to, kar on sam, zdaj ne vem, kako je v izvirniku s knjigo, v izvirniku nisem bral, opredeljuje to stanje paranoidnosti te filozofije. To je filozofija, ki poskuša v sociogenezi, recimo, razumeti družbo, nastanek vsake oblike družbe kot posledico dominacije, ki seveda predpostavlja nepravičnost oziroma krivico. In zaradi tega je samoumevno, da odprava krivice kot taka je ontologija tega razumevanja te sociogeneze in da sama odprava krivica bo spremenila družbo. Ker osnovni problem, ponavljam še enkrat, marksizma je v tem, da hoče ustvariti svet, v katerem ni zla. In v tem je v bistvu, ima eno tako teleološko, soteriološko vizijo in to Scruton sicer omenja, sem po mojem premalo, ki ima eno izrazito religiozno razsežnost. Ne. Mislim, eno religiozno razsežnost v imanenci, ne, skratka, to je ena religija brez metafizike, ne, in moram povedati, ko smo si dopisovali, ste tudi rekli, da mogoče se bomo dotaknili potem tega vprašanja, ne, jaz mislim, da ravno tole je eden izmed razlogov za uspeh, ki ga žanjejo neomarksistični misleci, predvsem v intelektualni krogu. Osnovni problem neomarksizma je, da delavskega razreda, prvič delavskega razreda sploh ni več. Sam tudi, če bi bil, ga ne bi nagovarjali. Ena največjih tragedij, ki ga je doživel Gramsci, ne, je bil ravno v tem, ne, da je živel pač in zaradi tega je imel pač, je pisal, kar je pisal, takrat, kada je bil v zaporu, ne, da je delavski razred v državi, v kateri je on živel, podprl neko drugo silo. In to vemo, katero silo je podprl, ki ga je spravila tudi v zapor. Ne. In zdaj jaz glede tega mislim glavno tole, no, da v bistvu ta ideologija dominacije in ta poskus, tipičen misel, tega je Foucault. Ne. Foucault napiše, ko skonstruira krasne knjige, ki so zelo dobro napisane, sam ontologija samih knjig, iz česa izhaja, da bolnica izhaja iz dominacije, je tudi sam Scruton podarja, kako je smešno, ne, in kako on sam spremenil svoj način pisanja, takrat, ko je zbolel za AIDS-om, pa so ga spravili v bolnico in ga je bolnica zelo, ravno tista, ki jo on šimfal v svojih spisih, in ga je lepo negovala in tako naprej, in on je radikalno spremenil tudi slog pisanja. Ni bil več agresiven, je bil zelo sporazumno je pisal in tako naprej. Skratka, po mojem gre v tem problem vprašanje, seveda tudi Žižek nenehno uporablja injustice, ne, to je osnovni problem, ne, ampak je ravno v neki